na obisku. Z veseljem vam predstavljamo novo serijo podkastov Na obisku. V dolgem vročem poletju vas bomo vsak petek opoldne povabili k poslušanju pogovora z nekaterimi zanimivimi strokovnjaki in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju. Na obisku tokrat v tem času najverjetneje enem najbolj izpostavljenih in obremenjenih ljudi v državi. Medicina mu je bila položena v zibel, saj je mati delala na urgenci, oče pa je bil reševalec. In tudi njegova soproga, s katero imata 5 otrok, je kot diplomirana medicinska sestra zapisana medicini. Naš sogovornik je torej zdravnik, je specialist, internist, ki je strokovni izpit iz interne medicine opravil z odliko. Vmes je opravil in naredil tudi 6 let študija stomatologije, vendar se je pred njegovim zaključkom že zaposlil v jeseniški splošni bolnišnici, kjer je delal predvsem na področjih kardiologije, angiologije in intenzivne medicine. Leta 2014 je postal direktor jeseniške bolnišnice in po 5 letih generalni direktor ljubljanskega UKC. 23. februarja letos pa je postal minister za zdravje Republike Slovenije. Gospod minister Janez Poklukar, dober dan. Lepo pozdravljeni. Danes, ko pripravljava tale podcast, je ravno polletnica vašega ministrovanja. Človek ne more mimo vprašanja, kakšnih je bilo zadnjega pol leta. Zadnjega pol leta je bilo zagotovo močno dinamičnega in pa pestrega. Zaznamovale so ga tako nujne spremembe, do katerih smo mogli pristopiti v zdravstvu, kot tudi seveda epidemija, s katero sedaj borimo že leto in pol. Tako smo na Ministrstvu za zdravje zadnje pol leta reorganizirali ministrstvo in vzpostavili ekipo, pripravili po več letih ponovno zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je šel v parlamentarno proceduro. Potrebno je bilo sprejeti zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, zato da lahko ohranjamo dostopnost do zdravstva na vseh, segmentih zdravstva, še posebej pa je to pomembno za področje raka in pa rakavih bolezni. V tem času pa smo seveda tudi že prevzeli predsedovanje Evropskemu svetu in tudi to je pomemben del nalog našega vsakdanja. Gospod minister, moram najprej tako na začetku povedati, da smo zelo hvaležni, da ste nas sprejeli, saj to nekako razumemo in smatramo, kot da ste nam izkazali posebno skrb, pa tudi spoštovanje bolnikov s krvnimi raki in bolnikom z raki na splošno v Sloveniji. Veliko čast mi je, da sem seveda lahko vaš gost, kajti vem, kako ranljiva je skupina bolnikov oziroma vaših članov in vedno znova podoživljam kroženje na hematološkem oddelku v Ljubljani, ki je bil z vidika interne medicine zagotovo en najtežjih. In imel sem srečo, kajti hkrati z kroženjem v času specializacije na hematološkem oddelku kliničnega centra v Ljubljani sem hkrati spoznal tudi največje strokovnjake z tega področja, kot je profesor Andolšek, profesor Zver in ostali iz ekipe. Kako pravijo, vsaki slabi stvari je tudi kakšna dobra in za bolnike s krvnimi raki je vsekakor dobra novica, da imajo tako vrhunsko oskrbo, tako vrhunske strokovnjake in nenazadnje tudi dostop do sodobnih terapij. Res smo lahko ponosni na vse to, kar danes lahko ponudimo hematološkim bolnikom v Sloveniji. Zagotovo gre pa tukaj največja zasluga vsem dosedanjim in trenutnim strokovnjakom z medicinskega področja, se pravi hematologom in pa tudi vsem ostalim zdravstvenim poklicom in profilom v hematologiji, kajti ravno na njih, na njihovem entuziazmu, predanosti in pa seveda eni veliki empatiji do bolnikov je seveda pripeljalo do tega, da lahko prav vsak bolnik v Sloveniji dobi najboljše zdravljenje na hematološkem področju ta trenutek
v svetu. Zavedamo se, da je seveda pri raku nasploh na prvem mestu zelo pomembna pravočasna diagnostika, potem seveda ustrezno zdravljenje, po zdravljenju rehabilitacija in na koncu kvaliteta življenja po zaključku zdravljenja. To so pomembni, koraki, ki jih pri nas mislim, da izvajamo dobro. Ravno s pomočjo društev bolnikov, predvsem društev bolnikov na področju raka, kot je vaše društvo. In v tej luči tudi v času našega predsedovanja Evropski komisiji zasledujemo Evropski načrt boja proti raku, ki ima kot enega glavnih ciljev enaka dostopnost do diagnostike in zdravljenja vseh prebivalcev Evrope in seveda tudi visoka, da ne rečem najvišja kvaliteta življenja po zaključenem zdravljenju. Veliko podvprašanj se zagotovo takole poraja, pa če greva po vrsti, eden izmed ciljev Evropskega načrta boja proti raku je zagotovo tudi celostna oskrba, v katero seveda sodi celostna rehabilitacija. V našem slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo smo veseli, da lahko skupaj in s podporo Ministrstva za zdravje, pa seveda pod dežnikom pravzaprav Združenja hematologov Slovenije, že skoraj 4 leta izvajamo program celostne rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki skupaj na poti do zdravja. Zakaj se vam zdi to pomembno in kaj pravite o tem tesnem sodelovanju, ki ga ima ministrstvo z organizacijami bolnikov? Nenazadnje sodelujemo tudi pri državnem programu obvladovanja raka, pri zdaj že iztekajočem se, pri novem predstavniki združenja so v svetih pacientov in tako naprej. Celostna oskrba bolnikov dejansko odraža nivo, ki ga dosega neko zdravstvo. In seveda pomemben del celostne oskrbe je celostna rehabilitacija po samem akutnem zdravljenju in brez nje pogosto tudi predhodne zdravljenje ne bi imelo pravega končnega učinka za vključevanje teh naših bolnikov nazaj v svoje socialno okolje, v družine, v nenazadnje v delovno okolje in tega seveda brez vas ne bi bilo mogoče, zato sem kot minister še posebej hvaležen. Vesel sem, da so seveda te ideje postale resničnost in da tako strokovni sodelavci Ministrstva za zdravje kot tudi društva plodno sodelujejo in da seveda imamo po teh letih rezultate, s katerimi se tako vi kot tudi mi lahko pohvalimo, ampak najpomembnejše pa je najvišji nivo doseganja zdravja naših bolnikov. Ko imamo v mislih rehabilitacijo, imamo seveda v mislih vračanje nazaj v življenje, običajno, kot ste rekli, k družini, v službo, kolegom, skratka običajno življenje, ki se ga seveda vsi želimo, še posebej, ko stopi bolezen v življenje posameznika. Zdaj v fazi zdravljenja pa seveda najpomembnejša zgodnja diagnostika in dober dostop do najboljših zdravil, terapij in tako naprej. In zagotovo ste zelo dobro seznanjeni, takrat ste bili še direktor, generalni UKC Ljubljana, pa ravno v tistem prehodu, ko smo začeli s kampanjo KAR-T, zbiranja sredstev za nakup naprave, ste potem prevzeli tudi ministrstvo, ravno je bilo takole sredi februarja letos. Obljubili ste takrat stroki in seveda organizacijam bolnikom, da boste tudi na Ministrstvu za zdravje pristopili k projektu, ki ga je COVID ustavil, projektu vzpostavitve KAR-T-ja. Zanima me, kje je zdaj trenutno ta projekt in kakšna je vloga ministrstva pri vzpostavitvi, da bo zadeva šla v življenje in bodo bolniki s krvnimi raki deležni zdravljenja z najsodobnejšo KAR-T terapijo. Cilj ministrstva je seveda zagotoviti vsem bolnikom najvišjo stopnjo zdravljenja, se pravi z najsodobnejšimi zdravili in pa tehnologijami, in KAR-T po informacijah, ki sem jih pridobil strani profesor Zvera in ostalih strani hematološkega oddelka, predstavlja ravno to. Nenazadnje skupaj s profesorjem Zverom sva si aparaturo šla pogledati tudi v Nemčijo in vesel sem, da so v Kliničnem centru Ljubljana tudi po mojem odhodu
sledili viziji profesor Zvera in pripravili osnutek projekta za izvedbo in umestitev teh aparatov. Tako da, kolikor mi je ta trenutek natančno znano, se, bom rekel, ponovno preverja umeščanje oziroma lokacija umeščanja teh aparatur, sicer pa gremo po projektu dalje in smo prepričani, da je treba ta projekt čim prej zaključiti. Gospod minister Poklukar, ne bo tega projekta karti spet ustavil COVID? Bo do konca leta stvar zaživela, kaj pravite? Epidemija pogosto, bom rekel, zamegljuje položaj in pozicijo Ministrstva za zdravje. Ampak Ministrstvo za zdravje je na prvem mestu Ministrstvo za zdravje in sami pacienti COVID-a so izredno pomembni. Ja. Vendar gledano vse bolnike v Sloveniji predstavljajo približno 5% obravnav v bolnišnicah, tako da je treba poudarjati, da večina bolnikov je ne COVID bolnikov, da se življenje ni ustavilo in da je treba zanje poskrbeti enako intenzivno, če ne še bolj intenzivno kot pred epidemijo, kajti leto in pol nam je vseeno naložilo, leto in pol epidemije naložilo nek, bom rekel, nahrbtnik zaostankov in nerešenih stvari, ki jih je treba pospešeno reševati in zato si prizadevamo, da kot Ministrstvo za zdravje gledamo celostno na naše zdravstvo in seveda tudi take projekte čim hitreje zaključimo in se ne oziraje na epidemijo, čim prej lotimo dela. Ta nahrbtnik je težek je za slovensko onkologijo, ne? Nahrbtnik, ki nam ga je pustil COVID in ki se nam seveda spet plujemo na vrhu tega vala 4., kot nas obveščate. Veliko je v tem nahrbtniku zamud v zdravstvu, predvsem nevarne so, ko gre za recimo zamujene diagnoze na področju onkologije, ki vodijo potem v kasnejše odkrivanje bolezni, seveda odkrite bolezni v kasnejših stadijih. Nam novi val ne bo poglobil tega problema, vemo, v prvem se nam je to ravno zgodilo, v drugem malo manj. Odgovor ni tako enostaven, seveda pa obstaja velika grožnja, da se nam ne glede na vse naše prizadevanja vseeno problem poglobi. Zato bi ponovno poudaril, da k uspešnemu reševanju tega ne more prispevati minister sam, niti njegova ekipa ali zaposleni v zdravstvu, temveč vsi skupaj. Kajti z zadostno precepljenostjo, z učinkovitim obvladovanjem epidemije bodo vsi segmenti zdravstva, s tem pa družbe tekli na način, kot smo ga poznali pred epidemijo in to je tisto, kar je bilo vzdržno in kar si vsi čim prej želimo. Kot pravite, nas čaka delta korona jesen. Kaj si lahko obetamo? Malo smo že siti vsi tega. Res je, epidemija traja že 18 mesecev in vsi smo jo že po malem naveličani, po drugi strani pa tudi utrujeni tega boja in vsakodnevnega prepričevanja, kaj je bolj dobro in bolj pomembno, da dobro izidemo. Kajti o poplavi informacij smo zgubili vsi skupaj, morda optimalno rdečo nit in se iščemo. In tisto, kar si najbolj želim, seveda, da se v dobri komunikaciji, v sprejemanju konsenzov, kajti idealne rešitve ni, so samo, bom rekel, optimalne glede na možnost doseganja konsenzov znotraj segmentov družbe, čim prej poenotimo in izidemo iz te epidemije in v tej, bom rekel, mojem prepričanju, da je zdravstvo ključni del ta trenutek družbe, za katerega se moramo vsi skupaj boriti, da bo družba ostala odprta, samo kot tako, potem pa še epidemija. Tudi iz tega vidika je vsa moja osredotočenost ta trenutek v reševanju izzivov iz preteklosti, izzivov, ki jih je naložila epidemija in izzivov, ki jih nalaga epidemija. Tako da zdravstvo je prioriteta in tudi iz tega razloga ne vidim nobene možnosti, da se kakorkoli drugače intenzivno ukvarjam s politiko, ampak zgolj kot strokovnjak in zdravnik z slovenskim zdravstvom.
Vsi napori torej v cepljenje, v to edino v resnici možnost preprečevanja, kolikor toliko dobrega, in vsi napori, da bi družba ostala odprta zaradi gospodarstva, da ne govorimo zaradi šole in seveda zaradi ostalih kroničnih in akutnih bolnikov, pa nam bo to uspelo, kaj kažejo projekcije takole v zadnjem tednu avgusta, kako dolgo lahko upamo, da bo država odprta na vseh omenjenih področjih. Kako široko bomo odprti oziroma koliko bomo sprejemali neljube ukrepe, je seveda odvisno od našega skupnega prizadevanja, da obvladamo epidemijo. Najboljši ukrep, najboljše orodje za obvladovanje epidemije je prav gotovo cepljenje. In dejstvo je, da je delta varianta koronavirusa približno 2,5-krat bolj kužna, 2-krat bolj prenosljiva kot varianta, kot smo imeli lansko leto v jeseni. Se pravi, za enake številke potrebujemo 2-krat boljše, 2-krat optimalnejše ukrepe, kot smo jih imeli pred letom dni. Pa kljub temu se vsi skupaj zavedamo, da bo ozko grlo in tisto, od katerega bo odvisna naša odprtost in sprejemanje neljubih ukrepov, odpolnjen in intenziven, v katerih pa v glavnem pričakujemo necepljene ljudi. Ja? In zato je ključno, da vsi skupaj še enkrat razmislimo, kaj je naša prioriteta kot družba in pristopimo k cepljenju, pa ne zato, da bi se izognili delitvi na cepljene pa necepljene. Ne? Kajti delitev nas oddaljuje od zmage nad koronavirusom. Samo skupaj enotni v temu, da družbeno odgovorno z odlično komunikacijo in pa dialogom na najvišji možni ravni dosežemo poenotenost in se cepimo, ker je to za družbo dobro. Se ne ukvarjamo več z razlogi, zakaj ne. Stroka je tako ali tako povedala, da je cepivo varno in učinkovito, tako da vse druge razprave so lahko obsežne in bolj ali manj na koncu ob tisočih in več mnenjih neplodne, tako da gre zgolj za to, kaj je v največji dobrobiti naše družbe, slovenskega prebivalstva, in to je zagotovo cepljenje. Si vas malo ogledujem, a ne? Ker pravijo, da je ministra Poklukarja treba vedno pogledati v kravato. Zdaj se toliko ne spoznam, da bi ugotovila, če je ta vozil kako posebno zavezan. Slišala pa sem, da zanj skrbi vaša soproga, gospa Bernarda. Za vezanje kravat skrbi soproga Bernarda, tako da če me vprašate, kater vozil je to in ali je poseben, vem, da ni poseben, ampak več od tega ne vem in ja, bom rekel, žena res skrbi, da sem vsakodnevno urejen in skladno s temu tudi poskrbi za ta prav vozil na kravat, tako da je že naprej določen dan, kakšen bo, bi rekel včasih, ampak vesel sem, da me podpira in mi tudi na ta način vsak dan da popotnico za delo in pa službo. Zagotovo brez družinske podpore ne gre. Domnevam, da se zgori vsak dan v Ljubljano pripeljete, pa ostanete mnogo več kot 8 ur. Kako sicer urejate to poklicno in družinsko življenje? Vaša družina je velika, 5 otrok je doma. Vsakodnevno se vozim iz Gori pri Bledu oziroma me vozi šofer. Glavno pri tem je seveda to, da dodatne 2 do 3 ure delam, ker ko se usedem v avto in ko s šoferjem na prvem križišču imamo v roki ali gradivo za sestanke ali pa računalnik in podobno in na poti nazaj. In na ta način morda kdaj ujamem kakšno sekundo, da ne rečem minuto več, zato da sem pozno zvečer lahko tudi z otroci in pa ženo. Res je, najbolj sem ponosen na svojih 5 otrok in najpomembnejše je, da so zdravi. To je tisto, kar je podlaga za to, da smo lahko v vsakodnevnih življenjskih pričakovanjih skromni in tudi zadovoljni. Kako si napolnite baterije? To je tako klišejsko vprašanje, pa je v resnici zelo, zelo pomembno. Kako oddahnete, kako si soprogo najdete čas zase? No, baterije si najpogosteje in najbolje polnim v družbi otrok in pa soproge. Tako da radi hodimo na družinske sprehode,
tudi zvečer, ko se že rahlo morda mrači. Potem gremo pogosto, če je le mogoče vsak vikend nekam v hribe. Lahko so nižji, lahko je visokogorje. Sam pa tudi sicer v zimskem času, bil sem zimski športnik, sem smučal včasih, nisem bil tako kot vsi poklukarji zavezan teku na smučeh, vendar pa zdaj vsako leto rajši tečem na smučeh. Ženo najdemo včasih trenutek za, bom rekel, svoj sprehod po bližnji okolici in ob tem vikendu, ko smo bili na, bom rekel, ob koncu tedna v Goriških Brdih, sva si vzela urca dve za sprehod pod tamkajšnjimi oljkami in je bilo res lepo. Proti koncu gre najin pogovor. Ste pravzaprav edini minister oziroma prvi minister ste, tako so mi kolegi povedali, ki si je vzel čas in ki ga je v resnici iskreno zanimalo pri organizacijah bolnikov, kakšne so njihove izkušnje, kako preživljajo obdobje tega covida, kakšne so njihove potrebe, želje. Imeli ste online sestanek s slovenskimi združenji bolnikov, zato me zanima, če je to neka praksa, ki bo prešla v redno prakso. Prihajam, bom rekel, zdaj poenostavljeno iz terena, iz ambulante, iz oddelka in samo ob, bom rekel, neposrednem kontaktu z bolniki in pa njihovimi predstavniki lahko dejansko dobiš tudi vpogled v to, kakšen je utrip, kakšno je življenje, kakšne so dejansko težave bolnikov in na ta način jih, bom rekel, si del njihovega življenja, jih lažje podoživljaš in s tem tudi se zavedaš njihove resnosti in pristopaš k reševanju. Z tega istega razloga, seveda poleg tega, da ohranjam licenco, tudi še vedno delam enkrat tedensko ali v kliničnem centru ali v splošni bolnišnici Jesenice. To sodelovanje z bolniki in pa njihovi društvi je pomembno, kajti, kot sem rekel, eno je zato, da kot na eni strani človek, zdravnik, po tretji strani pa kot minister dobiš tisto prav pogled in občutek, kaj podoživljajo bolniki, po drugi strani pa na ta način si odpreš vrata, kajti edino to je pot za ustrezno in pa zadostno komunikacijo, ki mislim, da je in tudi v bodoče mora biti, tako da verjamem, da bodo takšna in podobna srečanja v prihodnosti stalnica. Je pa res, da to, kar ves čas poudarjam, da živimo čim bolj normalno in da to naredimo tudi v živo. Čisto na začetku sem omenila, da vam je bila medicina nekako položena v zibel, da je bila mama na urgenci, pa oče je bil reševalec, pa žena diplomirana medicinska sestra. Tudi vi ste šli na pota medicine, pa vendarle ste malo skrenili tudi v stomatologijo. Vas je kdaj zamikalo, da bi bili namesto internista potem zobozdravnik? Ko me vprašate take stvari, lahko ugotovim samo to, da je smola, da ima dan 24 ur, ker človek v življenju počel še veliko stvari. Dejstvo pa je, da res, da ko sem diplomiral na medicinski fakulteti in mislim, da sem 10. marca diplomiral, 1. aprila začel z delom kot pripravnik v jeseniškem bolnici, takrat je bilo razmišljeno o tem, kaj bo s stomatologijo praktično konec, kajti od prvega dne z dušo in telesom predam bolnikom in pa delu v medicini. Sicer pa je tudi stomatološki študij bil izredno zanimiv, veliko sem se naučil, tudi verjamem, da sem v določenih posegih, ki jih upravljajo internisti, kardiologi, ročno morda bolj spreten kot tisti, kaj ne, kajti na stomatološki fakulteti smo dnevno tako vadili najprej na modelih, kot potem tudi na pacientih samo izvajanje, izdelavo zalivk, ekstrakcij zob. Tako da mi je bilo vedno veselje in se rad spominjam teh dni. Ni pa ta trenutek več, bom rekel, nobenih ambicij na tem področju, predvsem zato, ker je življenje prekratko in želim si, da tisto, kar delam dobro, da delam korektno, da delam pošteno. Na prvem mestu do
tistega, do katerega dela upravljam, se pravi v tem primeru bolnikov, v drugem primeru do sodelavcev in ne nazadnje do svoje družine in pa do sebe. Dan, pravite, je kratek, 24 ur ima, tako kot dnevi vseh ostalih, če imamo seveda srečo in smo zdravi, kot ste tudi danes večkrat omenili. Omenili ste tudi ambicije, zato naj bo zadnje vprašanje, kje bo minister Janez Poklukar čez 10 let. Toliko ste že dosegli, zelo mladi ste še. Moja življenjska pot kaže na to, da sem izredno dovzeten oziroma sledim izzivom, ki mi pridejo na življenjski poti. Imam veliko sreče, da imam pri tem podporo tudi v soprogi in pa v družini. Tisto ključno je, da bom tudi čez 10 let zdrav, kam me bo pa pot vodila, pa kot pravijo pri nas ve samo čarovnica. Minister Janez Poklukar, najlepša hvala in predvsem hvala, ker ste si tudi vzeli čas za nas. Hvala tudi vam, tako vam kot vašim članom oziroma bolnikom iz hematološkega področja in vsem rakavim bolnikom želim obilico zdravja in pa seveda računam na sodelovanje pri tem, da na široko ohranimo odprto oziroma dostopno naše zdravstvo, še posebej na področju raka. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se na obisk povabi spet prihodnji petek ob 12. uri.